zdaj, če malo pogledamo, ne, vse te energije in kaj sploh je holistično zdravje, nekaj sem že napisal, ne, zdaj bomo šli pa malček bolj detaljno vse skupaj pogledati. Ne. Torej, holistično zdravje je v bistvu en pristop k zdravju, ne, ki obravnava človeka kot celoto. Ne. Torej, mi nismo samo skupek enega mesa, ne, pa kosti, pa mišica, ne, ampak smo seveda bitje, ki je v osnovi duhovno bitje, ki ima seveda vsa telesa, eterično, čustveno, mentalno, karmično, duhovno in potem duša, zavest, ne? In duša oziroma zavest oziroma še globlje spirit daje v bistvu našim telesom življenja, ne? Zaradi tega smo mi živi sploh, zaradi tega sploh bivamo, ne? To je ta dživatma, živa duša, ne? Po sanskrtu, to je v bistvu tisto, kar nas dela žive tukaj v tej realnosti, v tej matrici, kjer pač bivamo, živimo, ne? V teh iluzijah in se gremo razne igre v raznih telesih, a ne, z raznimi drugimi dušami, a ne. Torej gre za koncept, ki se osredotoča na povezavo telesa, uma in duha in vpliv okolja na celotno zdravje in blaginjo posameznika, ne. Torej skušamo najti tukaj ravnovesje med različnimi vidiki življenja, kot so v bistvu prehrana, telesna aktivnost, a ne, duhovnost oziroma meditacije, delo na sebi, delo na podzavesti, transformacije, čustveno zdravje in pa seveda vplivamo tudi okoljske dejavnike. Ne. Pač okolje, roko na srce, pač vpliva na nas, dokler nismo še čisto razsvetljeni, ne. Pač imamo okoljske vplive, razne toksine, sevanja, ne. Vse te energije, to smo imeli tudi, smo vam dali, ne, od Levelajca tole predavanje, srečanje, smo imeli prejšnji teden, ali kdaj že predprejšnji zmajo, tisti petek. Tako da razstrupljanje je zelo pomembno, vsi smo zastrupljeni s težkimi kovinami, drugimi toksini in je zelo pomembno, da se redno razstrupljamo in danes obstajajo kvantni produkti, ki res prodrejo v celico in res grejo v jedro problema in od tam v bistvu vse te toksine lahko tudi na lažji način odstranimo in tudi iz limfe ven potegnemo s tistim drugim sprejom, a ne. Seveda obstajajo drugi načini tudi, a ne, lahko, ne vem, razstrupljanje, klisteri, določeni kavni klister po Gersonu recimo, ne, je tukaj zelo pomemben, pitje sokov, pitje samo vode, postenje je zelo pomembno, ne, nekateri se pustijo, razne tehnike so, ne bomo zdaj šli danes že vse te detajle, ampak neke osnovne načine, ne, vam bom predal, kaj vse je možno, mi bomo pa pač eno špuro imela, ne. Ključ je seveda najgloblji vzrok je seveda v naših prepričanih čustvenih stanjih in lahko jemo še nekakšno zdravo ekološko hrano, ne, če smo mi non-stop v stresu, v žalosti, v bolečini, v zameri, v teh nizkih čustvih se celični receptorji zaprejo, ne, in celica niti ne more v bistvu sprejeti hranilnih snovi, to so danes že dokazali znanstveno, ne, in je v bistvu tisto ključno, da smo mi v dobri energiji, v vibraciji ljubezni, sočutja, resnice, svobode, miru, da smo čim več v teh energijah in da čim manjkrat pademo in tudi če pademo, da se potem hitreje poberemo, ne. To je v bistvu tisti ključ, ne, da gremo tako step by step in napredujemo po fazah, a ne, v naših življenjih, ne. Torej, ja, in to je seveda pomembno za ohranjanje zdravja in ne le zdravljenja bolezni, ne. Dočim seveda se ta holistični pristop razlikuje od tradicionalne, klasične te alopatske medicine, ki sem jo tudi pač jaz doštudiral, a ne. In tam je vedno manjkalo, ne? Tam je v bistvu bilo vedno tako, ja, ukvarjali so se več ali manj s simptomi, torej z težavami, ki so zdaj prisotne, niso pa delali na vzrokih, a ne? Mene je pa vedno v bistvu zanimalo iskanje vzrokov za težave, tudi ko sem imel te svoje depresije v gimnaziji in tako naprej, a ne, mi pač nisem hotel teh antidepresivov in tako naprej, ker sem vedel, da bi samo pač neko posledico na ta način zdravo, pač ja, bi prehodno dvignil nivo serotonina, ne, tudi dopamina, bi se malo boljše počutil, ampak vzroka pa ne bi rešil. Tista globoka žalost, ki sem jo potlačil, recimo še od mame, ko je sestra naredila samomor, ne, en mesec pred mojim rojstvom, ne, ko sem vso to žalost, bolečino potegnil nase, če z tega ne bi razrešil v terapijah, a ne v meditacijah, izdelal na sebi, bi še danes bil depresiven in ne bi bilo kaj dosti z mano, ne. Pač bi se smilil sebi, žrtev itd., ne, pač, ja, ampak v vsakem izmed nas je ta neomejen potencial, to vedno poudarjam, ne. Ampak ja, ga je treba aktivirati, ga je treba prebuditi, je treba priti v stik s tem potencialom in ga začeti res živeti. To je tisti ključ, ne. Da res začnemo živeti svoje darove, svoje talente, svoje potenciale in to je v bistvu tista ključna pot do spremembe, ne. Ja, tako da v bistvu ta pristop se zdaj vse bolj uveljavlja, torej gleda ne simptome, ampak celostno zdravje posameznika in se skuša osredotočiti na globlje vzroke. Globlji vzroki so pa vedno v nas samih, ok? Torej mi smo tisti, ki v bistvu kreiramo v bistvu naše
naše življenje, srečo ali pa nesrečo, torej dobro ali pa slabo počutje ali pa energijo, ne. Torej, v bistvu je od nas samih odvisna naša reakcija, naša energija, kako se mi v bistvu odzivamo na določene situacije, na določene odzive. Torej, mi sami smo, kot vedno rečem, genetski inženirji, ki res imamo vsako mislijo, ki mislimo, preko hipotalamusa, hipofize se preko krvnega obtoka nevropeptidi sproščajo, ne, na celične receptorje, tam grejo preko jedra, ne, v področje DNK-ja, kjer seveda preko histonskih proteinov se ta energija spremeni, ne, se določeni geni aktivirajo, določeni se utišajo, to je v bistvu epigenetika, ki smo že tudi omenjali, ne, torej obstaja kontrola, ki je nad geni, ne, to pomeni, da mi sami vsako mislijo, čustvenim stanjem določene gene aktiviramo, določene utišamo, ne. In delali so poskuse, ko so recimo rak prostate imel gospod in so v bistvu v samo parih dneh izražanje precej genov, mislim, da je bilo preko 1000 genov se je začelo drugače izražati v človeškem telesu, samo ko so ljudje res meditirali redno, ne, ko so delali te transformacije, tako da ja, je mogoče, spremembe so mogoče, in to se danes da vse dokazati, tako da tudi za tiste neverne Tomaže in tiste ume, ki še dvomijo, ne, ja, znanost napreduje, nevropsihoimunologija je tukaj zelo močna, kvantna fizika, epigenetika, kognitivna nevroznanost, ne, to so vsa ta novejša področja znanosti, ki povezujejo psiho, zavest, telo, ne. Če še niste, mogoče si pogledajte tudi tole oddajo, ki sem imel z profesor dr. Metko Ravnik, Prebujeno srce Slovenije, mogoče Aleks, če boš najdel link na mojem YouTube kanalu, Metka Ravnik, Prebujeno srce Slovenije, sva imela v bistvu povezava zavest, telo, ne. Ona ima tudi zdaj predmet na medicinski fakulteti, hvala Bogu se je začelo, ne, uči študente medicine, kako v bistvu res meditacija pomaga, vpliva na izražanje genov, ne, koliko je to pomembno, da ljudje so res delajo na v bistvu zmanjševanju stresa, da res delajo na sebi. Tako da počasi se premika, super si najdu. Tako da je to res tista ključna zdaj faza v razvoju človeštva, ko se res človeštvo prebuja, ko aktiviramo vsi skupaj svoje speče darove, talente, potenciale in se res spreminjamo in prebujamo v ta pristni, resnični jaz, ne. Tako da je res to zelo, zelo pomembno, ne. Ok, torej, če pogledamo za tisto osnovo, ne, tukaj na tej točki, torej, ključne karakteristike holističnega zdravja, prvič, da obravnava človeka kot celoto, ne le posameznih telesnih simptomov, poudarek je na preventivi, ohranjanju zdravja, ne le na zdravljenju bolezni, kar dela predvsem ta klasična zahodna medicina, ne. Sposobnost povezovanja telesa, uma in duha v procesu zdravljenja, torej vsi so enakovredno vključeni v proces, ne, torej delamo na vseh nivojih, fizični, duhovni, mentalni, ne, čustveni. Poudarek je na naravnih zdravilnih procesih v telesu, ne, torej skušamo se izogibati določeni kemiji, torej klasičnim farmacevtskim zdravilom, ne, seveda včasih pač so tudi potrebna, ne, hvala Bogu, da jih imamo, ne, anafilaktična reakcija, hvala Bogu, da lahko, ne, daš tisti adrenalin, pa se človeku, ne, stanje popravi, ne, da pač mu rešijo življenje ali pa kakšni infarkti, seveda ta nujna stanja, hvala Bogu, da imamo medicino in super, da jo imamo in ne, je vse ok. Ampak če hočemo pa seveda celostno gledati, pa res neke globje vzroke za določena stanja, pa bolezni kronične odpravljati, je pa potem tukaj holistična medicina na mestu in skupaj, ne, fajn, da se to združi, ne, da uporabimo najboljše od zahodne medicine, najboljše od vzhodne medicine in združimo skupaj v holistični celostni pristop, torej da pogledamo človeka na vseh nivojih hkrati. In jaz tudi zagovarjam ta pristop, ne, da res potem lahko človeku pomagamo na tisti najboljši možni način, da si v bistvu on sam pridobi zdravje nazaj, ne. Ker vemo, da v bistvu v resnici nas noben ne more pozdraviti, ne, ampak lahko poskrbi za okoliščine, v katerih pride do samozdravitve. Ne, to je že Boris v knjigi Zdravje v nas napisal, ne. Torej, mi lahko poskrbimo za okoliščine, da telo samo v bistvu aktivira samozdravilne procese, torej mi naredimo prostor, mi presežemo določene vzorce, mi razstrupljamo telo, se aktiviramo, dihamo, ne, oksigeniramo telo, telovadimo, meditiramo, jogo, karkoli pač že počnete. Z vsemi temi procesi mi lahko sprožimo v bistvu zdravilne procese v telesu, če je človek odprt, ne, na te pristope, da je pripravljen na ta način delati.
lahko na ta način v bistvu mi aktiviramo to zdravilno energijo, ne? In nocoj bomo tudi aktivirali ponovno to kundalini energijo in bomo tudi povedali, kakšne so karakteristike zdravilne tega dviga kundalini energije, seveda na zdrav način, ne? Tam, če je prišla klientka na terapijo, ne? Sej, če se bo hotela, če je danes z nami, se lahko javi tudi, ki je rekla, da je to kar delala kar pogosto, ne, se je kar začel, ker malo se je malo, ne, tako ustrašil, kaj pa bo zdaj, ne. Ja, tako da previdno, ne, s to energijo, postopno po fazah, če vam je malo preveč, par dni nehajte, pa pol naredite eno, ne. Tako da res ta tehnika je zelo močna in zelo lahko res pospeši določen razvoj zavesti, ampak ego se lahko malo ustraši in lahko včasih malo preveč, tako da previdno s tem energijam, ker lahko naenkrat veliko energije butne ven, ne. Po drugi strani pa ne spet, Bog nam ali kdorkoli nam ne more naložiti več, kot mi sami zmoremo nositi, tako da je pa v bistvu vedno vse prav, ne. Ampak vseeno imejte en tak feeling z enim sočutjem, nežnostjo do sebe, ne. Tako da potem lahko na tak zdravilen, nežen, sočuten način dvignemo življenjsko energijo in se prebudimo, ne. Torej, poudarek je na naravnih procesih v telesu, smo rekli, obravnavamo okoljske dejavnike, njihov vpliv na zdravje tudi, a ne, to smo rekli vsi vplivi, ki so toksini, a ne, nekdo kadi, ima, ne vem, slabo hrano, mu je treba hrano spremeniti, prilagoditi, dati dieto, a ne, to danes obstaja milijon diet, razno raznih, a ne, keto dieta zelo popularna, ne, zdaj za neka hujšanja variante, določeni posti, določene proteinske diete, tega je cel kup danes, a ne, so razni prehranski svetovalci, ki tukaj cele znanstvene študije, ne, delajo samo na to temo, ne, kako shujšati, kako ohraniti mlado telo, aktivno telo in tako naprej, ne. Torej, določena prehranska dopolnila, ker so zelo pomembna za izboljšanje zdravja, ne, jaz sem tudi zagovornik prehranskih dopolnil, kajti vsa hrana, roko na srce, lahko je najboljša, kupljena je danes zelo siromašena, res hranilnih snovi, vitaminov, mineralov, ker je zemlja zelo siromašena, vse smo sprali in špricajo nas non-stop po zraku, vse to pada na zemljo. V bistvu vsi smo več ali manj zastrupljeni, eni bolj, eni manj, a ne, in se rabimo vedno razstrupljati, vedno pa dati podporo tudi super živil, a ne, določenih, ki so tukaj tudi zelo pomembne. Seveda D-vitamine, sem tudi šel na preiskave, po zimi sem imel zelo veliko pomanjkanje D-vitamina, čeprav sem ga skozi užival, tudi oralno, ampak izgleda se ni dosta absorbiral in sem potem šel tudi na te injekcije teh vitaminov, mineralov, aminokislin, koktejla, ne, in sem se nabustil energijo, no, in res od takrat nisem imel tudi nobenega prehlada, ker D-vitamin je zelo pomemben za imunski sistem, ne. In vsi smo podhranjeni tega D-vitamina, omega-3 zelo pomembno, ne, da dodajate, to smo tudi vsi imamo pomanjkanje, bi rabili ne vem koliko rib pojesti, da bi to omega-3 dobila, in če ste vegani, so tudi veganske iz alg se dobijo danes že, ne. Tako da vse to je zelo, zelo pomembno, vitamini, minerali, tudi C-vitamin, zelo pomemben, B12 za nevro, ne, živčni sistem. Tako da si dajte en tak pregled, investirajte vase, ne, pogledajte si res malo Vadria Labo imajo ali pa en drug Diagnostik Plus sem šel na Viču, pa si razširjeno sliko, to vam osebni zdravnik verjetno ne bo hotel dati, ne, ker pač šparajo vsak evro zdaj tam, ne, v sistemu, tako da si pejte sami pa si to poglejte, ne. To, da boste videli, kako ste s temi vitamini, minerali, ne, čist fizično zdravje je treba pač pogledati, je treba upoštevati, je pomembno, ne, ni za zanemariti, tako da si mogoče kar zapišete kaj, pa si malo pogledajte te parametre v krvi, kako kaj stojijo, ne. Tisti osnovni hemogram je čist premalo, tisti edino, če imaš že hemoglobina ful nizko, ne, da te že, da že ne moreš več živeti, ne, te potem mogoče ti dajo kakšno transfuzijo, ampak to je res čist premalo, se bo Barbara še lahko o tem povedala, ne, delala na transfuziji, pa je tudi ona se zdaj aktivirala tukaj in tudi ona vlaga v sebe, ne, ker zdravje imamo eno, ne, ko ga pač zgubiš, ga je težko nazaj dobiti, tako da fajn je delati na preventivi, tudi ko niste še hudo bolni in hvala Bogu, da tako ostane, ne, je treba delati na preventivi, da mi preprečimo tisto najhujše, ne, ker ko si že pač hudo bolan, je potem res težko, ne, teže je, veliko teže je, si v stiski, si v strahovih, si v dvomih, vse te pritiska dol, fizisti začne odpovedovati in je potem teže, ne, takemu človeku pomagati, ni nemogoče, da se, ne, če je človek odprt, ampak je teže, ne. Tako da preventiva velja, je zelo pomembna, ne, tako da to je ta ključ, ne. Ok, če pogledamo zdaj malček naprej, ne, še. Torej, prehranska dopolnila smo rekli, pogledati si kri, ne.
Uporaba telesnih aktivnosti, a ne, da smo že v enem srečanju imeli tale pozdrav soncu, to so čisto preproste jogijske vaje, ki je res fajn zjutraj, da naredimo, da se premigamo, raztegnemo telo zjutraj, malo vode popijemo, tople po ajurvedi zelo, a ne, aktivira energijo po telesu, po meridijanih tudi, a ne, se malo pretegnemo, a ne, in potem naredimo jogijske vaje, potem lahko dihalne vaje, to smo tudi že delali, pa še bomo, a ne, tumo dihanja, potem, ki še mrzo tuš pomaga, ne, topla, hladna voda, knajpanje. To je tudi zelo popularno, ne, pa če Wim Hof, to že verjetno si zdaj poznate, je zelo se razširilo v Sloveniji, vsak ta drug se že kopa v mrzli vodi, ne. To je zdaj že nacionalni šport ratov. Ja, spodbuja imunski sistem, aktivira v bistvu samozdravilne procese v telesu, tudi to, a ne, seveda je, ne bo pa verjetno to vseh težav rešilo, ne, najverjetneje ne, a ne, zato mi delamo res celostno na vseh nivojih in vključujemo vse različne aspekte, ne. Pomembno seveda tudi ta elektromagnetno polje Zemlje, zdaj je tudi vreme že bolj primerno, da če več bosi hodimo, ne, na ta način se prizemljujemo, ker smo mi vsi odzemljeni, smo izgubili stik z Zemljo, ne, tako da zelo pomembno bose noge na tla pa hoditi čim več v naravo, pod kakšno drevo, meditirati, ne, tam se nafilamo, dobimo novo svežo življenjsko energijo in potem vse precej lažje, ne. Torej, uporabljamo vsa te aktivnosti za izboljšanje zdravja in počutja, ne. In integriramo tradicionalne in alternativne terapije za doseganje celostnega zdravja. Uporaba raznih zeliščnih zdravil, smo rekli, a ne, razna dopolnila. Poudarek je torej na celostnem pristopu, ki upošteva edinstvene potrebe vsakega posameznika, ne. Zdaj, katere metode, ne, so nekako tako dosti popularne, recimo poznate akupunkturo, kitajska medicina, uporabljate igle, ne, za spodbujanje telesnih točk, za izboljšanje zdravja po meridijanih, a ne. Kiropraktika, ne, za sklepe, hrbtenico, ne, zelo popularna, tudi joga, seveda, če je fizično vadbo, dihanje, tudi pol meditacijo kasneje, ne, za izboljšanje zdravja počutja. Homeopatija je alternativna medicinska praksa še vedno, ne, čeprav je precej bolj učinkovita, večkrat od klasičnih zdravil, ne, porabljate naravne substance za zdravljenje, potencira, ne, določene energije, masaža tudi za določene ljudi, ne, lajšanje bolečin, izboljšanje krvnega obtoka, boljše počutje. Naturopatija, ne, se osredotoča na spodbujanje naravnih zdravilnih procesov z uporabo prehrane, zelišč, drugih naravnih sredstev, tudi zelo pridobiva na pomenu. Refleksologija preko teh refleksnih točk, recimo na stopalih, a ne, rokah, ušesih, a ne, tudi za izboljšanje zdravja, tai chi, recimo telesna vadba, kjer, a ne, tako dihanje vključuješ gibanje, a ne, pa meditacijo za izboljšanje zdravja. Določeni uporabljajo razne reiki terapije. Mi imamo kvantno terapijo, ne, iz enosti, v bistvu direktno kvantno zdravljenje, ker so v bistvu še močnejše energije, kot direktno iz izvora pošljemo energijo dol in v bistvu se zdravimo na vseh ravneh, ne, in spet to zelo aktivira vse procese, v bistvu samozdravilne v našem telesu, ne. Ok, bi zdajle